Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o prvi stopnički opuščanja tega, kar bomo zdaj do novega leta za opustiti. V prejšnjem videu sem govorila o teh 12 magičnih stopnicah do novega leta, ko opuščamo. Po novem letu bomo govorili o 12 magičnih stopnicah kreiranja. In danes mi padlo na idejo toksični starši, predvsem toksična mama. Kako v bistvu to predelati, kako opustiti to potrebo, da tekaš za ljubeznijo, ker dejstvo je, da duša si izbere točno take starše, ki jih potrebuje, da ozavesti, da predela, da naredi lekcijo, da gre naprej. Tako da v glavnem danes imamo predvsem strupene mame. To predelujemo danes. In zdaj prva stvar. Dajte z mišičnim testom preveriti, če je tale video za vas primeren, in se lahko seveda zdaj ta trenutek z mišičnim testom vprašate. Se pravi, jaz bom spet tako po stran šla, da me boste videli. Se pravi, če jaz to vprašam, moja mama je toksična mama. Ja, to je dejstvo, ampak okej. Zdaj, če bo ona poslušala tale video, verjetno bo odreagirala. In tudi, če boste vaši mami rekli, ti si toksična mama, bo... Ja, no, ampak v glavnem. Dejstvo je, da nikogar ne moremo spremeniti, to je dejstvo, lahko pa spremenimo samo sebe, nikogar. No in zdaj gremo pogledati po vrst. Jaz sem si prej, v bistvu mi je kar šlo skozi mene, se pravi, kaj moramo razumeti? Da ta oseba, ki je toksična oseba v našem življenju, zdaj ni nujno, da je pač mama, lahko je oče, ampak gledajte, prav te dve figuri, oče in mama, sta temeljna faktorja, kako potem mi doživljamo življenje oziroma kakšne partnerje izbiramo in v kakšnih službah pristanemo, zato ker predstavljata prvo avtoriteto. In prva avtoriteta, ki jo otrok doživlja, je v bistvu to nek vzorec avtoritete, ki jo potem skozi celo življenje vleče. In če ste zrasli ob kritičnem staršu, pomeni, da nikdar ne boste dovolj. Nikdar. In zdaj kaj delajo, kako boste prepoznali? Zakaj se to dogaja? Prva zadeva, kar si mogoče težko priznati, ampak dejstvo je, da strupene mame nastanejo takrat, ko v osnovi si nekje globoko v sebi ne želijo otroka. Se pravi, globoko v sebi smo bili nezaželeni. In po drugi strani, globoko v sebi krivi pač svojega toksična mama, svojega otroka, je kriv za vse njeno trpljenje. Se pravi, začne razmišljati, ali pa tudi reče, koliko ur sem te rojevala, pri porodu sem skoraj umrla, koliko noči sem hodila za tebe okrog. Se pravi, ti si kriva, ti si kriv za moje trpljenje. In ti si mi dolžen. No in zdaj, kar to pomeni, zdaj si mi pa ti dolžna, to pomeni, da zdaj bo pa potrebno poskrbeti za to mamo. Nekje sem prebrala, roka, ki ziba zibko, vlada svetu. In to je dejstvo. Roka oziroma srce te mame, ki ziba zibko, ki je z ljubeznijo navdana, ki daje otroku samozavest. Veste, ta samozavest je otrok nese v celo življenje. Po drugi strani pa mama, ki svojemu otroku ne uspe dati te ljubezni in podpore in sprejetosti in te vrednosti, ta občutek, da ni vreden, nese s sabo odrasli svet. In nekje sem prebrala, da ena gospa je bila stara 43 let in je pri 43 letih imela vse možne diplome in je vedno tekala za priznanji, da bi bila ja dovolj. In nenazadnje poznam nekaj takih primerov. Nekoč sem bila za mojo starejšo hčerko na govorilnih urah, učiteljica, ki ima visoko izobrazbo, povedala je, da na tisti šoli ima najvišjo izobrazbo. Ko sva se pogovarjali, sploh ne vem, kako sva prišli do tega, ampak v glavnem je rekla, da doma nikdar ni dobila podpore.
pohvale, tudi ko je diplomirala, tudi ko je mogoče celo doktorat, nimam pojma, v glavnem zelo visoko izobrazbo ima, doma ni dobila odobravanja, da je dovolj. No, zdaj pa poglejmo, zakaj pride do tega, da pač mama, ki si globoko v sebi ne želi otroka. Lahko jo je nosečnost presenetila, se pravi, si ti otrok kriv, da sem pristala v tem odnosu. Lahko je otrok nastal na podlagi zlorabe. Ne vem, zadnjič me je ena gospa pisala, kaj v tem primeru, ker po njihovi liniji se pa prenaša, da je bil oče plod posilstva in v bistvu logično zdaj se vse to vleče celo življenje. Ker dejstvo je, da mama seveda je vso jezo, ki jo je čutila do tega partnerja, do tega, ki jo je posilil, je usmerila od tega otroka, ne bodi ga treba, občutek nezaželenosti in kako bo človek, ki ni občutil ljubezni, sejal okrog sebe ljubezen. Se pravi, in tretja možnost je poroka izkoristi. Se pravi, to je pa recimo primer pri moji stari mami, pa ne to koristi, ampak to je bil dogovor, pač poročila se je na kmetijo in potem edina ljubezen, ki jo je res imela, je bil moj oče. In logično ni uspel postaviti jasne meje svoji mami in zadnjič v eni meditaciji, veste, kako je bilo zanimivo, videla sem stopnice, oziroma Rebeka Prislan me je vodila, je rekla, pred oči si prikliči stopnice. In po teh stopnicah sem šla v klet, v naši stari hiši, ki ne stoji več, in tam se je pokazal starata. Starim atom nisem imela nekaj posebnega odnosa, razen to, da je pač plesal tako, kot je dirigirala stara mama, to je bilo pa tudi vse, tako ne škodljiv človek, ampak da bi pa delal dobro, pa tudi ne, ker se ji ni uprl. No in dejstvo je, da sta se potem še njegova starša pokazala in dejansko on ni bil deležen ljubezni. In mnogi od naših staršev niso bili deležni ljubezni. Vse to se prenaša po liniji prednikov in to imamo v sebi v celičnem spominu. No in potem kaj se zgodi? Taka mama, ki je zagrenjena, jezna na svojega otroka, na en način hoče tekmovati z otrokom, glede lepote, da bo otrok, pač ga hoče na en način ponižati, da ima ona občutek vrednosti. Druga zadeva, mu daje občutek krivde, ti si kriv za moje trpljenje in igra vlogo žrtve. Tako da v glavnem, in zdaj, ko tukaj noter plešeš, tako kot nekdo drug dirigira, to je naporno. In kdaj se v glavnem zatakne, po večini? Ko ta otrok želi reči dovolj, ko si najde partnerja. Seveda zdaj pa tukaj pa mama hoče obdržati ta del, ker to je energijska povezava, ki jo pobira energijo tega otroka. In začne pljuvati po partnerju. Se pravi, nihče ne bo dovolj dober. Za nas, ki smo pač tako, kot smo, in naslednja stvar, iz tega nastanejo tudi mamini fantki in če ne gre drugače, mama začne izkoriščati razne bolezni. Če se bo meni kaj zgodil, ti si kriv. No, to so bile tudi besede, nazadnje tasta, ki sem jih jaz slišala, ko sem odhajala od bivšega moža, je rekel, naša babi ima krhko srce in če se ji karkoli zgodi, si ti kriva. Halo? A veste, se pravi, treba je neko žrtev, se pravi, ti si kriv, ti si tisti, ki se moraš počutiti, da odgovarja za zdravje nekoga. Zdaj pa pojmo naprej. Kako še prepoznate, da ste v vlogi, se pravi, da je vaša mama toksična mama? Opozarja neprestano na vaše pomanjkljivosti. Neprestano kritizira. Se pravi, ne bo našla nekaj, v čemer ste vi lepi, dobri, pametni, kar ste odlično naredili, ampak predvsem bo kritizirala. In potem se tudi odraža to, ker ko smo vzgojeni s kritiko, da ta notranji starš še kar govori in kritizira.
In dejansko nobena stvar ni nikdar dovolj. Otrok ne bo nikdar dosegel starševih standardov in na dosežke, ki pa jih ima otrok, je pa na nek način ljubosumna in jih hoče dati v nič. Tako da v glavnem tako prepoznate toksične starše. In zdaj, kaj se pa učite iz tega? V kar sem prepričana je to, da toksični starši nas učijo osnovne lekcije, postavi se zase. Zanimivo je, ko gremo pogledati v pretekla življenja in vidimo, da te toksični starši ponavadi niso iz prejšnjih življenj starši, ampak igramo neke najbolj karmične odnose, ki jih moramo še predelati. In ponavadi te odnosi so toliko zavozlani iz večjih življenj, da zdaj pa že čas, da jih razrešimo. In dobili smo tega starša takole, tle ga imaš. Zdaj ga pa predelaj dokončno. Zdaj pa kako tega starša predelati? Eno stvar moramo prvo stvar pogledati, ker to vse vpliva na delovanje prve čakre. Prva čakra je povezana s tem, kako se jaz postavim za sebe, se pravi samozavest. Prva čakra je povezana s samovrednostjo, povezana je s finančnim obiljem v mojem življenju ali pa tudi v vašem ali pa v našem življenju. In prva čakra je povezana z premiki naprej, s koraki, ki jih delamo v življenju, s tem, kako v bistvu, ker prva čakra je na koncu hrbtenice, na trtici, se pravi, je to podpora celi hrbtenici, kako mi stojimo v tem svetu. In dejstvo je, da kdor izmed vas je odraščal ob toksičnih starših, ima dobesedno, ne morem reči posekano, prisekano prvo čakro, se pravi, so tukaj prisekane korenine. To ne pomeni, da ne morete zrasti v življenju. Ampak pomeni, da pojmo čisto na tehnično pogledati. Rastlina, ki ima slabe korenine in se pravi, kdor je odraščal v taki družini, ki je bila pač strupena, ob strupeni mami, pomeni, da ima slabe korenine. In če želiš, da bojo te korenine zrasle, je prvi pogoj, treba je zamenjati prst. Se pravi, se je treba fizično odseliti od staršev stran. In zdaj boste rekli, tebi je lažje govoriti, kot je to za narediti, ampak ja. In druga vam ne morem reči. Pač pojmo na rože. Roža, ki ima slabe korenine, vemo, da če bomo mi isto prst pa samo zalivamo, roža bo umrla. Rožo moramo dati v zdravo prst. Tam bo šele lahko začela poganjati nove korenine in rabi precej nege. Ravno tako je s človekom, ki ima pač prirezane te korenine, temelje, ne more svobodno stati, ne more dobro stati. Pozna se mu na finančnem področju, zdaj pa ne more zaslužiti. Tudi vse, kar naredi, mogoče premalo, ni zadovoljen s tem, kar naredi. Veste, to je vse prva čakra. Prva čakra je povezana tudi z občutkom krivde, ker to je temelj. In druga stvar še, prva čakra na dnu trtice je povezana z rastjo tkiv, povezana je s krvjo, z mišicami, povezana je z tudi prekomerno rastjo tkiv, pomeni, da kdor ima probleme s to prvo čakro, je nagnjen, ima večjo možnost, da zboli za rakom. Zato, ker celice lahko delujejo po svoje. Zdaj, jaz upam, da sem vam prav razložila, da boste razumeli to zadevo. Se pravi, prva čakra je dejansko temelj. Kdor ima posekano prvo čakro oziroma posekano, prisekane te korenine, ima lahko nagnjeno slabokrvnosti. Recimo, jaz sem celo mladost imela slabo kri. A ni to nekaj zanimivega? Nima mišic, je slaboten, je pač zanikaran, veste. Ne more se okrepiti, ker je to temelj, kako stojiš. Lahko se pa zgodi, da kdor ima probleme s prvo in drugo čakro, ker delata v bistvu v paru, je pa velika verjetnost, da se želiš zaščititi, je pa po drugi strani možnost, da vpliva pa na tkiva, ki rastejo in se ti nabira maščoba na bokih, stegnih in okrog trebuha. Se pravi, se hoče zaščititi na nek način. In seveda,
Potem tvoja kritična mama reče, poglej si, kakšna pa si, malo shujšej. Ali pa mogoče imate to svojo kritično mamo v svoji glavi, pa sami sebi ves čas govorite, poglej se, kakšna si, pa malo shujšej. Ne morete zaobjeti tega dela, ker so to vaši temelji. Ok, pojmo zdaj na resnico. Ali na resnico, na rešitev. Resnica je to, da, ok, vaša mama, tudi če vas nima rada, vi ste se jo izbrali. To je to. Rešitve so pa zdaj take. Prva stvar je, mame ne morete spremeniti. Staršev ne morete spremeniti. Sprejeti jih je treba take, kot so. Učijo nas ljubezni do sebe. Se pravi, ko mama vam reče, nisi to, si taka, si drugačna, karkoli vam reče, lahko odvrnete, tako kot sem jaz nekoč rekla enemu guruju, s katerim sva skupaj sodelovala, in ni se držal dogovora, in takrat sem že znala malo postaviti meje, in ker se ni držal dogovora, sem mu rekla na koncu tistega dogodka, sem rekla, zdaj pa takole, ker se nisi držal dogovora, za nek posnetek se je šlo, posnetek ti ne moram podariti, ampak ti ga prodam. In ko je začel, ko sem mu pač povedala, pač da to stane, da ne more dobiti zastonj, zato ker se pač ni držal dogovora, je začel pljuvati po meni, lejte, jaz sem bila vse drugo, človek nisem bila, nestrokovnjak, moje knjige so za nič. In tako jaz mirno poslušam v telefonu in na koncu, ko neha, sem rekla, zanimivo, kar si povedal, ne opisuje mene, ampak zvedla sem veliko o tebi. Poje šele znoru. In to se morate zavedati, da ljudje, ki pljuvajo po vas, oni sploh ne govorijo o vas. Te ljudje govorijo o sebi. To niste vi. In gre se za to, da vi ostanete mirni. In da na koncu, ko nehajo pljuvati, lahko samo mirno rečete, vidim, da je za tabo naporen dan. To pa zdaj enostavno, ne? Se pravi, ostajaš mirna in ko neha, vidim, da imaš naporen dan. In to rečete s takim tonom, kot če bi pogledala skozi okno, pa rečeš, no, se je pa megla. Isto. Potem naslednja stvar, zadnjič mi je rekla ena gospa, ko je pustila službo, zelo dobro službo, se ji je mama odpovedala. Se pravi, je kršila neke pravila družine in je rekla, a veš, koliko sem srečna, ker nimam več z mojo mamo nobenih stikov. Veste, kaj je to? Se pravi, da tudi če nimaš stikov, da tudi če prekineš s tako toksično mamo, ni nič narobe, zaradi tega, ker če dovoljuješ, da si kar za odpadke, ja, pač izvoli, ne? Ampak nekje treba postaviti mejo. Moramo se zavedati, da če smo po obisku, recimo, vedno izžeti na tleh, kot užeta cuna, mogoče bi majčkeno te obiske spremenili. Ali recimo, da ne hodite sami na obisk, zato ker ponavadi te ljudje izberejo prilike, da pljuvajo po vas takrat, ko ste sami. Se pravi, ali da pridete z družino, ali pa še boljš, da se zmenite za neko srečanje, za kavo na javnih prostorih. Na javnih prostorih oni igrajo ljubeče in tako naprej, in takrat ne bo nič od tega, nobenega pljuvanja. In dejstvo je pa naslednja stvar, pač učijo nas poskrbeti za svojo prvo čakro. In ta prva čakra je povezana s tem, kako se jaz postavim za sebe. No, zdaj pa druga stvar. Pogosto te ljudje, ko jim povemo svoje meje, odreagirajo. In zdaj boste sami preverili svojim mišičnim testom, če imate v svoji podzavesti strah pred agresijo drugih ljudi, boste vedno počepnili. Če vas je strah kritike, če imate v svoji podzavesti, moram osrečiti mamo ali pa očeta, to pomeni, da ne morete narediti ključnih mej, enostavno ne morete postaviti mej. Zato, ker če jaz moram osrečiti mojo mamo, se pravi, sem jaz odgovorna za njeno srečo. Se pravi, bom vedno pridna punčka, ki bo poskrbela, da bo vse in bo čakala kot pes,
A bom dobila tisto pohvalo, a bo rekla pridan, pridan. Mislim, to se meni dogaja pri naših kužkih, a veste, ko nekaj naredi in pa pršimo, reče prav in čaka, da dobi pohvalo. In če vi tako tekate za drobtincami ljubezni, odraste. Vi niste pes, vi ste odrasla oseba. In odrasla oseba lahko stoji jasno na svojih nogah. Ja, mogoče boste rabili novo zemljo. Mogoče samo, da se majčkeno umaknete iz tega dosega toksične osebe, boste že pognali nove korenince in boste lažje stali za sebe. Pač dejstvo je, da osebe, ki so pač toksične, a ne zdaj tukaj v tem primeru samo starše obravnavamo, dejansko nas učijo postaviti svoje temelje, poskrbeti za prvo čakro in ko mi zmoremo staršem postaviti meje, veste, kaj se zgodi? Začne pritekati obilje na vseh ravneh v naše življenje. Vsega dobrega. Od denarja, ljubezni, uspeha, do zdravja. Na vseh področjih začnete cveteti. Zato, ker ste v bistvu poskrbeli, pognojili to zemljo in spet si predstavljajte rožo, dobesedno roža potem vzcveti. In tako je z nami. Ravno tako se dogaja in naj bo to zdaj prva stvar, dajte danes premisliti, kaj je tisto, kar imate za spustiti v zvezi s svojimi starši, ker to vpliva na temelje vašega doživljanja sveta. Boste videli, da je prvi korak do kreacije odličnega novega leta, odličnih temeljev, boste videli, začeli boste cveteti na vseh področjih. Zaupajte, stvarstvo ima krasne načrte za vas, samo vi morate ta prvo narediti neke ključne korake, kar si je zadala vaša duša. Gremo še na nekaj sporočil. Prvo bomo šli Ošutove karte Zen Tarot. Gremo 3 sporočila za vse tiste, ki delate korake, čiščenje, opuščanje starega. Se boste smejali. Opustite boj. Spustite, ne rabite več tega. Uglejte si sliko, ne rabite več tega, ne teh okovov, oklepov, ne rabite se več grabiti. Enostavno spustite vse, kar vam predstavlja težo in naredite tukaj dovolj. To je prva stvar. Naslednja stvar je potrpljenje. Potrpljenje, tako kot nosečnost, poglejte. Nosečnost, to potrpljenje, se pravi, vsak proces rabi svoj čas. Zaupajte, da če boste vi danes nekaj naredili v tej smeri, se bo vse spremenilo in potem počakate, da zrastejo ta semena in zaupajte v angelsko vodstvo. Tukaj je kočija, ki jo vozi angel, ne vem, če vidite, glejte, tukaj zadaj je kočija, ki jo vozi angel. In ko mi zaupamo v to vodstvo, ko prosimo angele za pomoč, jo vedno dobimo. In zaupajte res vse nebesne sile, zdaj se dogajajo zanimive spremembe na vseh področjih in če boste samo zaupali temu, da stvarstvo vas podpira, da točno take starše imate, kot jih potrebujete, točno take odnose imate okrog sebe, ki jih potrebujete za svojo rast in poštenost. Čakajte, bom še prehodil na vodovo in očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. In tukaj je Soča, v glavnem očiščenje, čistost in dejstvo je, da ko mi dovolimo, da se sčisti čisto vse, kar nam ne služi več, se zgodi preporod. Dobili smo še karto dobrota, delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača, lejte, in zaupajte, vse dobro boste dobili, kar vam pripada. In ta tretja je pa prišla poštenost, resnica je ena. Vedno in povsod izražam resnico. Vem, da je včasih resnica kruta. Vete, je bilo pri meni to težko, ko sem šla čez te korake resnice. In ja, takrat si na tleh, ko včasih prideš do resnice. Jaz vam povem iz svoje zgodbe,
Ko sem v drugi knjigi napisala en stavek o družini, je mama tako močno odreagirala, da je rekla, da ji je žal, da me je rodila. In to je bilo tako, wow, zajetna porcija za mene. Ker dejstvo je, besede mame so tako kot urok. Mama svojo besedo otroka zaliva in tudi mama, ne glede na to, koliko je star ta otrok, ga lahko zruši. Veste, in očitno sem rabila točno te besede, da sem zgradila svojo vrednost. Veste, včasih je treba iti kar čez zanimive lekcije v življenju, da dejansko predelaš stvari. In jaz sem rabila predvsem to lekcijo, zaradi tega, v bistvu sem bila na razpotju. A bom govorila in pisala o tem, da Bog ne daj, da koga užalim, ali pa bom delala iz svoje resnice in bom govorila zgolj to, kar jaz občutim kot resnico v sebi noter, ne glede na to, če nekdo odreagira, če moja žlahta odreagira, če nekdo reče, da sem slab človek. In si mislim, to je vaše, to ni moje. Jaz vem, jaz delujem iz svoje resnice. In resnica je zmerom samo ena. Resnica ni, enkrat je rekla ena gospa, ravno pri resnici. Je rekla, veš, resnica je tako črno-bela. In potem sem pa jaz dodala, ja, ne obstaja 50 odtenkov resnice. In ona doda, ja, točno je rekla, vse, kar je med črno in belo, je kurbarija. In dobesedno je to. Ni siva resnica, obstaja samo črno in belo. Ali je resnica, ali pa ni resnica. Vem, da včasih si težko priznati resnico, ampak ko si boste priznali resnico, resnica, tako kot piše v Svetem pismu, vas bo osvobodila. Tako da kar korajžno verjemite, da vso podporo imate, samo zaupajte, angeli vam stojijo ob strani. Samo pokličte jih na pomoč in boste vedeli, vse vas podpira. In še ena stvar, mogoče za zadnjo besedo v tem videu. Mati Gaja nas hrani, skrbi za nas. Zaupajte, da ta materinska energija naše zemlje je tista, ki nam daje vso podporo za življenje. In veste, mi smo mogoče res tako, kot je rekel Matijas de Stefano, to je en argentinski guru oziroma en mlad fant, je rekel, da smo mi ljudje kot bakterije na zemlji, ki pomagamo materi Gaji pri njenem napredku. Tako kot so potrebne bakterije v črevesju, pač da vplivajo na to, da se nekaj predela, smo potrebni tudi mi ljudje, pomagamo materi zemlji pri njenem ekosistemu. In verjamem, da s tem, ko vsak izmed nas čisti svojo nesnago, pomagamo pri tem, da se dviga vibracija, res verjamemo to, da prihaja oziroma je že tu nova zemlja. Da smo v nekem preporodu in vsak od nas je odgovoren za ta preporod. Tako da delajte na sebi, zaupajte in vse se ureja vedno v najvišje dobro vseh. Zaupajte.